Mi smo vas enkrat že posneli vašo zgodbo, vaše spomine na otroštvo, na mlada leta, pa potem, kako ste tukaj pri Koširju prevzeli kmetijo. Danes ste pa rekli, da bi nam povedali nekaj o vašem stricu, ki je prav bil na tej domačiji rojen. In zdaj je njegovo ime zapisano tukaj v prilogi družine, to je Slovenski čas. To se pravi, letos so oktobra zaključili z izkopavanjem posmrtnih ostankov iz Macesnove Gorice, tukaj, kjer naj bi bile pokopani tudi slovenski domobranci, in med njimi je tudi ime vašega strica, ne? To se pravi Košir Jakoba. Ja, pa lahko zdaj kar magari o njem, kar veste, kar se spomnite. Jaz tam imam v spominu, kada bi včeraj videl. Pa tudi je noter sosed tle dole, Oblak Franc Planina. Je pa tle dole, kad ta Metod. Ta je pa Košir Jakob. Jakob je bil rojen 1902. 902, drugih podatkov mi pa ni uspel, da od Sneskov, pa tudi ni važno to. Jaz sem prišel, tle sem 9 let star, on je bil nelastnik kmetije, ni bil poročen, delal človek, ki je v takem spominu, bolj kot svojega očeta. On me je imel rad, birmaš boter mi je bil, tudi take stvari mi je zaupal, ko se danes čudim. Pa ta zadnji, kad sem ga videl, je prišel domov, snest njegov kolju narazen kopal, mišljam narazen divu, da sem ga skril. Je rekel, ko boš z njim snijal, skril ga bom, da ga ne bojo dubili, da ga bojo vzeli. Je rekel, ti ga kar skri, birma sem ti vezal, kolju sem ti obljubil, ta je tuj. Še dej ga bom. Sam je razkopan, tukaj pa, da se še vidi. 37 leta ga je pa kupil na vrhnk par Jankotu, Oblaku. No, ta človek je pa bil doma, oče je bil star 82 let, ta je bil star 42 let. On je drva klov, gor pri drvarnici sem jih odnosil, pa pride oče, da pa zahlivam, pa prav, ata, dajmo vštimati, prav, jaz sem ratal star, jaz se bi poročil. Je rekel, kam se pomodi. Pol pa, ja, on je imel punca, njegov punca je pri Šentjoštu Farov služila, županca Vančka. Gotov. Tudi je bila že ratala v letih. Pol pa Ancejc se tam pričkata, prav, oče, jaz se držim tega. Men luč, teb ključ. A viš, ko je to? Nim luč, nim pa kmetije. Pol on gre, stric je šel, han par dni ni bil domov, oče je rekel, bo že prišel, pa res prišel. Vendar pol je pa šel Šentjošt Maš, pa rekel te punc, je rekel, prid popolne domov, županc, bo se bomo zmenili. Je rekla, bom videla. Ta stric rekel gor,
pa kuharca je Hana pride. Prav, meni Ančka toliko zaupa, meni pove, kar misliš nje. On vstane, gre, pa je bil konc. Pol mu je popisala, oprosti, slabe volje sem bila, jaz nisem užešče ti slabe volje, da bi to kule me pa ne boš več. Pa je bilo. To je bilo že med vojno? Med vojna. On je pomislil, da se bo poročil, pa ušel gledal v bajta, da je ta dol živela. Tle je oče djal, je mu dve hčer, pa žena, da ne bo dopustil, da bi delali en tuj žensk. Zato on je prišel dol, on je pomislil, da se bo poročil, bo šel dol, pa haj pa takole, pole se pa tu vlekli, pol je pa dolgo druga punca, Motečkova, je pa vse rihtal, da se bo poročil, opravo dal narediti, je pa vojska prekinila. Je pa tu prekinil in konc, pa ga ni bilo več. On je skozi govoril in jaz pobival ne bom nobenega. Meni noben nič ni naredil, vsak po svojemu pravica misliti, prav, jaz nam na kamor šel. Enkrat pa pride tle lih za južno smo še v kop, pride je dva domobranca, dva Nemca, hiše pokaže. Pa so šli, gor po štenkah dol, tele dve sob, v 2 urah sprazni. Tu je bil. Prav, koga pa ti, da ma ne boš. A boš šel z nam, a boš šel v Majna. Kaj je bilo bez drugega, takrat je mogel jeti z njim. 7 se jih tle v Suhem dol, pri nas, pri Kacon 2, tale sosed tle, prisedej, pribuhal tuk, da 7 se jih gnali v lučne, preoblekli, pa so bili domobranci. Ta je pobil že bivši jugoslovansk podporučnik, to je desetar. In tle je dobil desetina, bil je kukar vodje straže. Ih je jemu, kaj se straže vodil pa tu. No, tu je bil. Po vojsk so pa šli. Je bil brat moj tudi, Jok je še dan živ, 95 let star. Je djal, tle gor se jih postrojil, prisedel v bajt. Komandir ta voda je bil Rajna povil, ker sem njegov še živi. Je djal, da ne bo kodu probal pobihniti. Jaz ga bom pravical treljiti. Pa je bila. Pa so pa šli tle gor skozi pred Črnvrh na pasi Rovan, Horvan Hozečku so se ustavili, ja, zdajle pa čemo kodu, kakšna potreba, ne gre tle do Majna. Pa so šli, pride nazaj, nazadnje prav on, da bom pa šel jesti, pa še druge šel. Sta šla, jih pa nazaj ni bilo. Čakali, takrat, ko so šli na Korošk, jih ni bilo. Sedjali težke drugače, kakšni partizani so jih hopnili, bežma. Pa so šli. Pa je drug prevzel vodstvo, pa so šli naprej. Tu so bili domačini iz Suhega dola ali so bili iz Lučne? Domačini. In ne iz Suhega dola. In te dva sta je lep kednila, skrila
v ta glavni komunistični hiš, na tem koncu sta dobila zavetje. Pa so se skrivala, Rika Špeter jih je peljal na Vrhnka, Javt pa sta bila doma. Šentjoščana sta bila. Ne lik Šentjoščana, bila pa nedeleč. Takele stvari sta bili. Komandir voda, pa se pove, kaj delal, med vojna tudi. Domobranskega voda. Seveda. Tale je bil sosedov kratkoviden, ni bil nikoli vojak, hmal del pošlatov, kot je videl. So ga takrat tudi mobilizirali, pa je bil, nama je bila kuhne, je bil pomagal kuhn, drva je prinesel, krompir je lupil, pomedel, posode pomival. Ne vem, če je prijel puška. Drugočke takrat, ko so mu je dali Nemci, da je nesel sem, v strelu povem, da ni enkrat. Pa mene pa tudi tako čudno pretresi, jaz sem tule bral, tale seznam, dobim naprijed strica, pa še tega. Pa tle čisto kot. Pa jedni je tle dal brbovnice. Cankar. Tudi v seznamu. Sam tle prav, še sem bral tam, da tam jih je bil 3200 v tistem pod Macesnovo Gorica. Imajo pa seznam menj kot za 1500. Pa pomisli, pa gledaš ti te kupe kosti, pa vidiš, kot so kosti od teh ljudi. In stric Jakob je takrat sta desetina šel s tem vodom na Koroško. Seveda. Ja. Kako pa so šli pol naprej, a se kaj ve? A na Koroško. Od tukaj čez planino so šle? Od tle so šli tamle gor pravi Delomovca, Momšiljevca, Delomovca, pa Gabrovc, ima Pasji Rovan. S Pasji Rovan pa dol, Polanska dolina, čez Starvrh, pa gor na Koroško so šli. A so se prišli takrat kaj posloviti? Se spomnite kaj tega, preden so šli? Ja. Oni so mislili, da bo čez 14 dni nazaj, nem so lohali. Tu je bil, sem bil Vinko Karvinetom, sem se je zamiril. Ker prav, koliko so te ljudje pretrpeli, pa koliko pa kaj. Sem jel, res je, da so pretrpeli. Vsi pa ne. Snijal, zakaj tem ljudem niso takrat povedali? One so sam peljte na Korošk, kot son je Šentjošt, saj se postrojili in dejal, jaz bom šel ta zadnji. Gotov. On je šel v Karvinetovo Majna, se je skril, da drug so šli, so videl pa noben ni. Tudi takrat na Koroškem so nam skozi govorili, da grejo v Italije, da jih bojo tam preoblekli, zvežvali, pa da bojo šli nazaj v Slovenijo. Tu je bil brat takaj še živ, je dejal na tovornjakah so bili, pa pride eden tam z Žirov, ki je bil tlek sedej žlahta. Pride Jerebcev Jože, prav, fantje, bežte, v Sloveniji jih vozijo. On je pa dobil, je pa že med vojna na Koroškem delal, je pa znal brat,
nemški, je pa dobil časopis, pa je že pisal noter, kaj se dogaja. In je nam povedal, sta dva skočila dol, je komaj nema všel. Je dejal, ti bi rad nekam nas, ne vem kaj. No, on je gor ostal, pa preživel. Takrat bi nam mogli povedati, kakor se kdo moraš pomagati, takole je. A je vaš brat kdaj rekel, da se je srečal s stricem na Koroškem? A se ga kaj spomne? Ker sem bil ločen, da stari v kap, ta mladi v kap, pa tako. Ločeni. Tu kmal, tudi vlog, sem enkrat videl. Pa brata tudi sam enkrat. Vlog se jih sam ločil. Čist. Ampak vedel pa je, da je prišel do Škofje Loke nazaj. Ja, kaj nam vedel. Tudi brat je vedel. To si, prav se jih že napred, skukor so čez meje prišli, so prišli na vlak, se je začeli. Nem, pred so kazali, pa vodja je pa bil France Bučar. Tisti nekdaj ali pa pol poslanski je bil. Je bil partizan, pa je mu odred svoj pred tam pohrn deka, samo gruseke metati. Vse z žepov, predmete, denarnice, zlatnina, vse tam metati, ure. To se jih imel kar v vešilu, baš ne važete te stražarji. Pol vlog, Arzulak, pa že poln ljudi občist, plovali, zmerjali, vse, ki so jih gnali na grad. A je brat vaš strica v Škofji Loki še kaj videl, ali je kdaj rekel, da sta se še srečali? A ste? Ja. Enkrat ali dvakrat je dejal, da je videl. Ja, dol se jih predslučili. Dol je, tu je bilo v vsakem kraju, kjer so bili vaški odbori. Pa so te vaške odbore klicali, pa je prišel s seznamom, pa je sprašal, a poznaš tega, kaj je delal, kaj je bil. In tu so te govorili. Jaz sem vse tiste dobro poznal. Dej pa vsak je kaj povedal, bila je pa treba malenkost. Pol je bila tu največ eden se je tevnega na način zneti. Tam je imel najbolj priložnost. Tu se pravi, Jakob je bil eden od teh fantov Koširjevih, kateri so bili pa še drugi tukaj le? Le. Ja. Ja, najstarejši je bil France. On je na Dolenjskem živel samo dol kmetije Kopil, Mokronov. Pol je bil moj ata, se je kje prženil, pol je bil Jokl, pol je bil Jože, ki je bil na Hlavčih nivah, pod Blegačem, Lovre pa tam v Prlesi, tistega so pa Nemci ubili. Tako, da 17 otrok je bilo rojenih, pa ni bil enega, da bi kmetije prevzel. Ta bi je prevzel, pa so ga toliko cajta, da ni. Vprašanje, bilo je pa čudne. Očeta je mina ubila tlega pod cesta, kad je skriž. Pol je bilo na strica kmetije pripisana,
Na njega? Na njega. Jokelna. Vrnih vlog na sodni. Pol je bilo po vojni 47. leta je bila zapuščinska razprava z očetom. Noben ni vedel, zakaj, če je bila prid. Pol so pa šli na sodnije, je pa ta stric, ki je bil na Dolenjskem, mu je oče dol kmetije kupil, pa že prid ogromno denarja zapravil. Je pa dal, takrat, ko mu kmetije dal, dol je podpisal Kvitinga. Ali pa podpisal je, da je izplačal iz kmetije. Pol so pa 47. leta prišli na sodnije, je pa dol zahteval petina kmetije. Gotov, ta drug so se upirali, sedjali ti z domu, nimaš kaj. Mu niso kaj pristati, je dejal, bom pa povedal sodniku, da je bil na Jokler prepisan. Pa boš zaplenili. Pariz. On kar pove, je dejal, moj brat je bil belohardist, je šel na Korošk, se ni vrnil, kmetije je bila nanj prepisana. Tako je dejal sodnik, za pol ure na hodnik, pa so šli. Je dejal, da boste pa videli hudiče, na Kodanov te imeli biti zaplenili boje. Pa je bil. Čez pol ure pride sodnik prav nazaj. Prav mi nismo dobili niti manj dokumentov, kdo je Franc Košir. Ja, je dejal, jaz, no, vaše Kvitinga smo dobili. Pride pa niso mogli dobiti. Ja, je dejal, mene so goljufali, nekaj niso goljufali. Vse po predpisih narejen, podpisal si. Pa se je pod nosom obrisal. Dobili pa niso tle 55 hektarov, pa nič zaplenili. Je bila kmetije tukaj, bi dejal, nizk razred zapisana, da ni prišel poštev. Prav, če ste se po vojni kdaj pogovarjali, kot je stric, ali pa če ste bi brata kaj vprašali, kako? Ja, pogovarjali, vlog so ga videli, vlog jih je ogromno stal, noben ni vedel, a je vlog ostal. Tu sem šli so zelo v Šentvid, peš se jih gnali. Pa noben ni vedel za nobenega, tle so bili zlučeni, tele mladoletniki, tu so bili 27-letniki. Je bil brat moj, jih je bil kar, no, tisti so bili v Šentvidu ukop. Pa takrat Šentvida so jih spustili. Naročili so pa nem, da pejte sam po cesti, na kamor ceste. 8 jih je šel, ki je šel brat, pride gor Zorka, tam, kot je odcep za Bodule, čez most, je pa eden bil tam, pa pravi, pejte z menoj, bo mama dala vam za jest, odpočili se boste. Sta bila dva zlučen, sedjala dol, so naročili, da na kamor z ceste, na dva greva kar naprej, pa sta šla. Te pa prižereje kje, tam matma ris nem dala, tam po drvih se usedli, tam je povedal star oče, pa prav, fantje, pejte po ta drug stran vode, po cesti Hloveje. Pa je bil. Šel, ben ga srečal, prišel domov,
Unih še danes ne ve na vi, kako daleč sta prišla. Se nista več vrnila. Ne, kolikor je v Panlužerju, so bile tam zadobje. Kako pa je bilo pol po vojni, kdaj ste nekako ugotovili, da se stric ne bo več vrnil? Nakoli ne. Skozi tle so bile ženske, jaz sem bil tle, 5 let sem pasel, 5 let sem bil hlapč, skozi sem tudi sam zrihtal, da sem šel učit. Pa ata tle noben ne nič povedal, sam tle bod, jaz sem se z majstrom zmenil, da sem šel učit v Lučne, tam, kad so ure delali crkvene. In ja, bom malo tu povedal. Pol pa ni bil nič, jaz tata vprašal, mi sem jav, kaj pa sem jav, a Jurke je povedal, kdaj sem šel učit, in jav, ti bod, pa tam bod, delaj, učit se je pa Matija v Milančo, pa je bil. Pol, ta prv, ko sem je zvir, tele po mene držali, češ, če na bo jokle, boš ti, če pa ne, če bo pa jokl prišel, boš pa dota dobo. Tist pa nič, da nameravajo, da bi tle bil, a ne. Ta prva beseda sem slišal, ko sem šel hojakam, je mat ležala tam v Štiveljcu, ob 2 po noč sem šel kemej porijekal za roka in me držala, pa rotila, da prid nazaj, mene ne bo več, ker bo stara 88 let. Ja, bom že tako naredila, da bo to je. To je bila ta prva beseda. Kjerga leta? 50. Takrat se je že vedel, da Jakoba verjetno ne bo več nazaj. Še tako se računali. Aha. Še dejal, on je ušel, ali pa v Kočevi imajo zaprte, ker se je dal v Hrom, je imel zaprte. V Kočevi. So dol delali, vsi so računali, da so dol delajo, pa da ne morajo domov sporočiti. Vedeli se je pa ki. Tle je en hodil delati, tudi ne je delal. Kar jih je prišel, ne bo jih več. Pa je bil njegov sin zraven tudi. To niso bil heci, takrat, kdo ni tega poskusil, ne verjame. Ste vi prvič tukaj, zdaj, ko je bilo objavljen tale seznam, prvič nekako videli, da bi bilo možno, da je Jokl v Kočevju? Ali ste vi že prej vedeli? Za njega? Ja, ne, to smo skozi videli, ker ga ni bil domov, pa ker se stojine ni oglasil, da ga ni več. To smo videli. Pa da je v Kočevju? Ja, tu pa nič nismo vedeli, da je v Kočevju. Ben ni vedel, a je v Kočevju, takrat se jih dnevno dal vlog zgradil, hodil jeskat, kar poklical ga je, pa je prišel, poklical ga je, no pa ga nazaj ni bil več. So videli, pol, to je bil dol vlog, ne vem, a tistega nič ne raziskuje. Vlog je še vodnak, tist noter so v glavni. Pa tam okoli, kjer je bil, se je zakopavali, tu so sami, je prišel poj, pa je pa je mogel jamo skopati, pa je končal, pa je malo zagrebil. Je popravila ena, ki se je dol bliz na kmetije vmožila, je dejala, se ni zajet na nivo. Je dejala, ka orjena, pa se kosti vonoleje, pa tako stvari. Pa bi vam veliko pomenili, da bi vi za prmej vedeli, kje je vaš stric?
Jaz se zdaj vem, da v tej jami je bil, se znam tle. Jaz sem gledal tamle po televiziji, to me je tako pretresel, pred sem gledal tiste kupe kosti, pa tiste hajbe, pa tule vidim. Pa veš, kje je. Pa tu je bilo okoli 2. junija, narhuji, takrat se jih nabili ločili. Jaz sem govoril s tem Janšem, očetom od tega Janeza. Prav on, kad tamle gor pa Lovričk, Poba Lovričkov je pri nas služil, sem šel po gor v nedeljo, popoldne pa je bil gor. Pa me je predseljal, kot bil med vojska, pa sem povedal, pa tu, pol je pa povedal, kako je bilo. Točno tako tle noter piše, da sem minal, pa drev noter, pa tistim drevjec se šel ven. On vam je svojo zgodbo povedal tudi. Oče od Janše vam je svojo zgodbo povedal. Če tako lihko, da te not piše. Kako so plezali, tam tega ni pisal noter, ta je javil, da je šel, zem sta šla skup, pole pa djal unije spat, tle kje grem, imam nar bliže. Je šel, prav pa ko nisem videl, pola je ostal, ni ostal, tam prav, da je šel, je pa dol pri Ribnic, tam na travnik bila na kmetije, pa je šel kje, pa je slišal, ker sta gospodarje molila v hlev, zjutraj pa žvina fotrala. Ja, pa še je pokazal. Tiste dva sta mu pomagala, da sta mu oblika dala, pa da je dol, da se je pomogel. 3 tedne. Pa je pa šel naprej, skozi se skrival, dol na ukrem Ljubljane, pa mislim, da bo šel čez cesta, pa lika kot vojaška avto, pa so ga imeli. Pa so ga pelali nazaj v Teharje, sam po bivalih pa takrat že niso več. Tako da je ostal živ, zaprti pa bil. To, ko smo mogli po vojsk, tele letniki že delati, nam nakoli pozabil. Jaz sem bil tak mulč, pa tle dol še bil ta Smodinke tede je umrl, pa enkrat, enih 5, pa Globoškarju Janko, 5 je bil nas. Še pa nismo mladina upisali. Enkrat pa dobimo papir je poziv, da se zglasiš na mladinskem sestanku na Ljubljanc ob TNT umor. Pa gremo k dol, pa je pa ta Cankarca, je bila tajnica, zakaj se v mladina ne upišete? Smo rekli, se ne vem, a se smemo ali se ne. Je kdo pa bom bran. Ja, pa smo povedala, je pa bila na Ljubljanc mladinska veselica. Bil plakat, tle dol, Kurivač, pa grem jaz tako dol, pa prav poletel, a greva na Ljubljanca na veselica, pa smo šla. Pa smo Vodkom Kozovec bicikl pošla, pa sva šla. Prijeva, ko je pred Ljubljanc, Štefan, pa Dvolarsk Ciril, mož belogordisti, sta je odsvrla gor, medva pa naprej. Pa sva šla. Res, pa prijemo kodol, prav, zakaj se nas upišete v mladino. Pa so povedali, se ne vem, a se smejo ali ne. Pa so tu povedali, ja, je djel Štefan, tu bil sam mal za hec. Ni bil za hec. No, pol prav, a se bote upisali? Smo djeli, mama, veš, da bi djel ne, kaj bi bilo. Pol
Dej se pa tam v zadju sedite, govorite, nimate pravice, poslušajte. Pol pa prav, ker je aktiv mladine Butajnova je prevzel Cesta Ljubljanca briše, obnoviti. Cesta pa 4 leta pride nič. Vladničin je bil cestar, pa ni nič popravil. Tu so bili kanali zacuti, jame. Pol pa ob 7, tu je bila po 1. aprilu, ne po 15. aprilu. Dej zjutraj ob 7 skoj nam truga, lopata, krmp na Ljubljanci. Ob 7. v nedelje. Šel dol pa Jurežov Marjene, Pavla Skalarjeva, pa na Kožlekarjeva je bila, pa enih 5 punc, Sadov, Zahov, Pruh, Šodar kopale, drug povozil. Cankarjev Janez pa bil vodje. Smrkovc 3 leta mlaj od mene. Pa je hodil v križu, pa ni bilo cemo. Aj, dejma, pa kukar nekaj ni bilo prav. Pa kukar nekaj ni bilo prav. Bom zapisal. Pol pa smo vozili, pa je s temu dama, ta vinta še zdaj je pri hiši. A viš, da si, to je bila furmanska vinta, pa jaz tisto peljem, pa zamir, aha, zdaj boste pa 2 truh več pelali. Vsak je pa jemu 10 truh zapeljati, pa 12. 2 več. Tu je trajal skoraj do sreda avgusta. Vse nedelje. Pa sam zato, da hmaš nismo mogli jeti. Pa sem hodil domov. Nar pride ob 3 sem prišel domov. Nar večkrat ob 4. Pa ni bil tu na Kodrnič ali pa na Vrhnka. Kar prinesel Kladničk Andrej papir, na Vrhnke v ogonj, pejt po cement, pejt po tu, pejt po onu, pa smo šli. Pol pa les obvezen, tu je bil pa narhuji 53 kubikov, snamo ho na Ljubljanca na mesec zvost. A nisem zvozil, sem nas snešal. Pa me vprašal, pa nič vedel za koga. Grem na sodnije, pa vprašal, prav sodnik, a veš za koga si prišel? Ja, ne. Ja, zato, ker nisi izpolnil plana določenega. Pa mi je pa prebral. Ja, jaz sem pri nas jaz sem sam mož pri hiši. Imamo zadati tokle kaj mesa, tokle kaj žita, tokle krompirje, tu moramo obdelati, pa vsjati. Pa je za 100 podjetij. Veš, da ne morem kar tako, nisem sam za to. Pa sem pa zvedel, kdo je to prijavil, Pulde. In koliko cajta ste tu vozili? To je bilo več, kakšen let ali koliko cajt? Od 47 leta pa do 48. Pa smo imeli kar prinesel papir. 750 kil pšenice.
1200 kg krompirje, 1000 kg mesa, ali pa 500 kg mesa, ali pa 1000 kg žive teže, 100 kg putra ali pa 75 kg masla. Pol, Pa kam ste tu mogli, kam ste tu vozili na Ljubljanca? na Ljubljanca. Pol je snijel bicikl, pa se nam malo pet povedati, da nimamo, da nam moramo dati. Luiza je bila dole. Je dejala, dal boste, če ne bo preiskava, bo za plemba, pa 2 let pa poveden zapora. Je vem, pol pa res. Vse tukaj smo pospravili, da smo bili lačni 1 let vrnih. Ni bil žita, malo ječmena ostalo, malo ovsa, pa malo prasa. Pol pa res, enkrat pa je zjutraj grem iz hljeva, pa pridem Planiškan tle po poti. Preiskavo v tej meri, da je v te doma, snjal kodaj. No, je videl. Grem mejh naprej, pa jih vidim, kaj gre sta gor. Milčar, pa Cevil. Pa prav Cevil. Po nalogu krajevnega ljudskega odbora smo prišli narediti preiskava, ker niste oddali obveznega odkupa. Jaz sem dejal, noč za gospodarji, je bila Marta stara še. Pa greš tam noter, pa je bila mat lih v hiš, pa ji tule povi. Mat prav, pejte, preišče, vzemite, kar boste dobili. Je dejal, eden od družinskih članov mora biti navzoč. Je dejala, je dober ta, pa je mene pokazalo, dober je dejal. Pa smo šli gor na vrhu kaše, vse pregledata, prav fant, povej po pravici, a ja ni. Ja, ni snijal, se nam moramo pardirati, ker nimamo semena, da bi vsijali. Se moramo vse oddati. Da je pa 5 krompir pokazati v kevder. Pa gremo dol po štegah, pa je bil ta kupč krompirje noter, njih mišjih ugrizkov. Ja, ki imate po krompir, tule je snijal. Ja, kako to mora biti? Je snijal, si nimamo semena, da bi vsadili vrnih. Ja, zdaj pa 5 žvina pokazati. Smo pa prijed šverc, ena krava pobili. Tam mu je ta dal taka krava, ki ni imela mleka, tle so mu pa dal krava taka, ki mleka ni imela, jalova. Pa snec ta krava v žepan znov, pa smo jo ubili. Ma zelje, kože se pa strojil v kevdar. Kože. To je bila taka dragocenost, viš. Pa resta skozi kevdar, pa prav tisti Cevil, a bomo še šnop skuhali. Sem dejal, ja. Je dejal, tudi ti bo pa dobro dal, če boš dober Mirkov. Pa sta šla. Mene kar noge so me začele boliti takrat. Sem dejal, dober, da ni videl, ko je pač tako že bila. Je ventiš. Pol, še to povem, kad sem veril tisti meso od žepanca, sem gorle za sedejem zvrnil, ker je bil snegar streha. Pa kot so na uradu je bil. Pa remno od buhu snjal, tam ne sem je zvrnila, pa še pomagati. Pa je Hane, aj pejte, postav tuc,
pa se vsuje Ivan, pa je bil miličar. Videl ti kojne prim, med drugim povžin. Parizu zdigne, peljem naprej, videl fant, bolj previden, da ne bo kaj hujega. Miličar videl. Tisti mečo je bil na sanjih, pa štrikam povezan, pa se ni več dal usul. To je bila 5 let, kasneje je že moj brat bicikl, motor kupil, gre v rote. Jaz pa preč, fajn se mi zdi, da sem se z motorjem pelel, pa greva tam v gostilna. Pa sedel tam en možakar, me je gledal. Vstaneva, greva pa me hadne takole. Videl, a si ti košiljev zadola? Jaz njel. Ti videl, kako ti je pa tista koža ratala tam kevnar. In kakšna koža, ti boje videl. Oba smo videla, pa so bila tih. Preiskava so delala. Ja, viš, kaj bi bilo, ker me dva povedala. Za plemba pa 2 let pa pol bi bil zaprtan. Tukaj je bil takrat.